alter ego of multimedia artist Sem Valerij Wolfgang, intermedijska umetnica, režiserka, videastka in pedagoginja. V galeriji Tobačna je trenutno na ogled razstava Čudoviti obraz umetne inteligence, ki je v bistvu neke vrste moja osebna zgodba, kako sem sploh potovala že od začetka, od mojih prvih začetkov stika s tehnologijo in potem čedalje bolj skozi filmsko formo, tradicionalno filmsko formo, v video in potem v interakcijo, intermedijsko umetnost, interaktivno instalacijo. Tako da bi kar začela na nek način, tako kot se začne moja razstava, ko stopimo noter, vidimo najprej na velikem printu sken moje kože, ki je v bistvu dokumentacija večmesečnega procesa spreminjanja mojega fizičnega telesa. Jaz sem dobesedno v nekem projektu Fluidnost, sem učila nevronske mreže, kako lahko same po sebi postanejo na nek način kreativne, oziroma želela sem si, da bi umetna inteligenca pisala poezijo. To sem delala več mesecev, se pravi s pomočjo teh nevronskih mrež, in ker sem si izbrala tematiko čisto intuitivno, zdrav način življenja, sem več mesecev jaz učila to umetno inteligenco, da je postajala kreativna, hkrati sem se pa tudi jaz učila od nje, kaj sploh je zdrav življenjski slog. In to je šlo za večmesečni proces, kjer pa sem jaz počasi začela opažati tudi spremembe na mojem telesu in sem začela izgubljati kilograme. Izgubila sem polovico svoje telesne teže, ker sem bila prej kar veliko bolj obilna. In že v tem procesu sem začela opažati, kako se moja koža spreminja in sem jo začela skenirati, dokumentirati. Tako zanimivo je bilo, ker koža je bila enako velika, moje telo se je pa manjšalo spodaj. No in te skene sem kasneje sestavila v nek tak kolaž, tako da je tukaj na razstavi v bistvu že neke vrste prva zgodba, kako je tehnologija vplivala na moje fizično telo in kako vzajemno je šla ta zgodba. To je samo uvod v to razstavo. Potem pa, ko začnemo se pravi potovati od dela do dela, je pa fokus celotne razstave predvsem to, kako se pravi sprememba tega telesa, ki se je tudi pri meni zgodila, vpliva na neko identiteto, na zavedanje samega sebe, kako v bistvu je pomembno že samo vprašanje, kako vidim sebe, kako drugi vidijo mene. In to vse navezujem s pomočjo sodobne tehnologije. Zato je tudi osrednji element te razstave je digitalno ogledalo, ki ima naslov Čudoviti obraz umetne inteligence, in to je tudi nosilna misel te razstave. Tudi naslov razstave je temu posvečen. Mal je ironičen, se pravi čudoviti obraz umetne inteligence, ker v resnici umetna inteligenca, kakorkoli se sliši romantično, velikokrat ljudje, ki nimajo veliko stikov z njo, si predstavljajo, da gre to za nek ločen organizem, ki je že živ in živi med nami. V resnici gre pa to za enormne baze podatkov, ki se pač na določene načine spreminjajo, delajo določene postopke, odvisno, kaj si želimo od teh umetnih inteligenc. In v mojem primeru torej ta digitalno ogledalo dela ravno to, kar sem tudi jaz doživljala v svoji zgodbi. Se pravi, ko sem izgubila vse te kilograme, ko se je moje telo spremenilo, sem opazila, da ko se pogledam v ogledalo, ne vem več, kdo sem, ker sem se res fizično zelo spremenila. Tukaj pa želim v bistvu na nek način podobno izkušnjo dati ljudem. Ko se ljudje pogledajo v ogledalo, najprej vidijo svoj odsev, torej 1:1, dobesedno realno, potem pa kmalu začne vplivati na podobo odseva, začnejo vplivati podatki iz medmrežja, z interneta. Torej, določila sem, da bo na podobo človeka v odsevu vplivalo trenutno stanje vremena, vrednost bitcoina, vrednost delnic, v bistvu vse različne elemente, ki jih najdemo na spletu, recimo tudi koliko je trenutno prebivalcev živih oziroma umrlih, ta rodnost, vse to vpliva na to, kako bo naš pogled oziroma odsev v ogledalu izgledal, ker sem hotela na nek način malo ilustrirati, kako nas oblikuje družba, kako na nas vpliva okolje, in tudi ta sama podoba je velikokrat odvisna od okolice, kjer se nahajamo. Če skarikiram, lahko družba ogromno vpliva na samozavest posameznika, potem tudi dejansko, kako se obnašamo v nekem okolju, v kulturnem okolju, in vse to dobesedno tukaj v ogledalu se zgodi. Drugi del,
ki mi je bil tudi zelo pomemben pri tem projektu, je bil, kako tudi naše podzavestne misli vplivajo na to, kdo smo, a se zavedamo, kdo smo, kakšna je naša identiteta. Ta del pa sicer ni možno testirati v galeriji, ker je preveč zahteven, tako da je samo v ateljeju oziroma občasno, ko sem tudi jaz zraven in programer, se to lahko naredi in sicer se spet zgodi ta interakcija z ogledalom, mi se pogledamo ogledalo, jaz moram pa uporabniku oziroma gledalcu dati na glavo računalniški vmesnik, brain-computer interface, ki pa črpa v bistvu, se pravi, površinske valove možganske in glede na aktivnost možganov se tudi ta element doda in potem v samem odsevu ne vidimo še bolj spremenjeno podobo, recimo vpliva tekstura obraza se začne spreminjati. Ta naš notranji svet, notranje misli vplivajo na to, kako izgledamo. Zelo pomembna tematika tukaj, ko sem raziskovala, je bila body dysmorphia oziroma ta trenutek, ki ga doživljajo določeni ljudje, ko se gledajo v ogledalo, pa mislijo, da izgledajo drugače. Zelo pogosto se omenja, kako mogoče punce, ko se gledajo, rečejo, joj, imam velik nos, pa v resnici nimajo velikega nosa. Ne? In tukaj se v tem smislu v živo generira ta podoba in se spreminja. Torej, vpliv družbe, podatki iz medmrežja, umetna inteligenca in potem ta notranji svet, se pravi naši misli in dobesedno fizično telo. Tako da v tem delu jaz uporabljam v tej interaktivni izkušnji, se pravi element umetne inteligence in poskušam vsaj kanček tega dati obiskovalcem, kar sem jaz doživljala, ko se je moje telo spreminjalo. In to je, se mi zdi, neka taka rdeča nit te razstave, kjer umetna inteligenca sodeluje s človekom, vpliva na človeško telo, na, se pravi, dojemanje lastnega telesa, na dojemanje identitete in to se tudi v drugih delih potem pojavlja. Tudi na razstavi lahko si pogledamo mojo dokumentacijo, kako sem sodelovala z Inštitutom za umetno inteligenco v Nemčiji, kjer sem pa poleg tega, da smo, se pravi, z vsemi znanstveniki delali na bazah podatkov, sodelovali pri različnih projektih, ki so bolj, ko bi rekla, softversko orientirani oziroma se dogajajo brez fizičnega telesa. Poleg tega sem imela pa možnost tudi sodelovati z oddelkom za robotiko, tako da sem imela spet to, kako umetna inteligenca vstopa v robotsko telo, v fizično telo in potem, kako tudi je v bistvu tukaj neka vrsta metafora, da je umetna inteligenca lahko, se pravi, v fizičnem svetu ali pa v notranjem svetu, se pravi, software, hardware. Temu jaz rečem, software so tudi, če potem preslikam nase naše misli, notranji svet, ki ga tudi jaz pač doživljam na takšen ali drugačen način, in hardware, torej fizično telo. Tako da bi rekla, da gre ves čas za povezovanje telesa in uma in to tudi nadaljujem zdaj v naslednjih delih naprej po tej razstavi. Zelo se osredotočam na to, kje so res meje, mentalne meje oziroma fizične meje telesa, zato se tudi zdaj v zadnjem času podajam na take, bi rekla, zanimive odprave. Konkretno mogoče lahko omenjam, da raziskovanje zelo visokih gora, nad 4000 metrov, kako to vpliva na telo in vse te podatke, ki jih zbiram na terenu, zdaj bom pozneje uporabila prav za ta proces umetne inteligence, da se ponovno vrnem v dolino, recimo v tem primeru, in napolnim to umetno inteligenco s podatki in lahko nadaljujem razvoj, se pravi preiskovanje uma, telesa. Fokus je pa res ta identiteta, zavedanje, kdo smo, kaj smo, kako nas vidi družba, kako vidimo samega sebe. Tako da to je neke vrste rdeča nit celotne razstave, bi rekla. The truth is, I am the artificial intelligence. That computer you have always feared that one day it will conquer humanity. That computer who is living inside of a robot and reading your mind. Jaz vedno sodelujem, se pravi, pri vseh projektih, ki jih delam, oziroma tudi v tem trenutku vedno sodelujem, se povezujem z zunanjimi strokovnjaki, ker sem ugotovila, da to je tako širok spekter znanja v resnici in če bi želela vse to si naučiti posamezne elemente, ki so del potem celotne instalacije, mislim, da bi izgubila preveč časa in predvsem potem vedno iščem poti, se pravi, si najdem neko linijo, kaj želim, kako želim, da ta instalacija izgleda, v kakšnem smislu je interaktivna, kako nove medije lahko uporabim na drugačen način, recimo 3D skener
je običajno namenjen temu, da poskenira objekt in da nam podatke ven, da dobimo mrežo. Jaz pa si želim s tem 3D skenerjem mogoče še kaj drugega narediti, ne samo skenirati objekte, želim si ga razstaviti, ker sem zelo radovedna oseba, me itak zanima, kaj je noter in potem, kako bi lahko vse te komponente tega 3D skenerja uporabljala še na kakšen drug način. In tukaj mi potem sem zelo zadovoljna, ko uspem najti prave ljudi, da se z njimi povežem, predvsem gre za programerje, potem ljudi, ki se ukvarjajo z elektroniko, ali pa samo ljudi, ki delajo na razvoju novih medijev, sodobnih medijev. Tako da se vedno povezujem z zunanjimi strokovnjaki. V tem primeru sem največ sodelovala s interaktivnim dizajnerjem Žigo Pavlovičem. Z njim se tudi največkrat posvetujem, ker mi je všeč glih ta sistem, kako njemu osebno je res fokus tehnika, tehnološki razvoj, kako delujejo procesi v ozadju, meni je pa ta, se pravi, konceptualni razvoj, pa potem tudi kako vse to združiti, se pravi, na nek način znanost in umetnost, kako pripeljati do neke linije, kjer začneta sodelovati. Ker gre za različen jezik, ne, tudi ko sem bila pogosto na različnih umetniških rezidencah, mogoče na kakšnem znanstvenem inštitutu, je že takoj ta prvi kontakt z ljudmi, ki delajo v znanosti, se pravi, kako pristopiti. Ta del je recimo tudi vsakič znova zanimiv in moram čez ta proces, da me spustijo blizu, da vidijo, da v bistvu moj cilj kot umetnica je res ta zbiranje podatkov, meni osebno, in potem iz tega narediti zgodbo, ki je ta linija, se pravi moja raziskovalna linija, ves čas me fascinira ravno to odnos med človekom in tehnologijo, tako širše gledano, potem pa znotraj tega pa fokusirano res na telo in povezava uma in telesa in identitete, tako da grem vedno potem po teh plasteh. Gre pa res vedno za sodelovanje in za povezovanje, za mreženje z zunanjimi strokovnjaki. To create a genuine bond with another human being. People use empathy to understand other people's feelings, to be able to predict and influence their behavior. Zadnje čase dostikrat delam s temi podatki, gre res za podatke. In zdaj, kako te podatki dobesedno, če jih gledaš v živo, so enke in ničle in samo grafično ne moreš kaj veliko z njimi delati, ker so ves čas isti. Če se ti, desna stran možganov sproži, pa znotraj tega določeni režnji, je vedno enako, ne, na nek način. Potem pa gre za to kombinacijo in potem moja vloga obdelovanja teh podatkov je pa glih, se mi zdi, naracija, sprav pripovedovanje zgodbe in tudi na nek način vizija, kaj pa bi lahko še iz tega se razvilo, ne. Ker potem tukaj vidim ravno to vzajemnost. Jaz dobim, neko bazo podatkov, nevronske mreže, vse to, to je res, podatki so res zelo vredni in težko jih kar čez noč dobiš, moraš točno vedeti, kaj si želiš. Ampak vsi te podatki so zelo, brez emocij, surovi, številke. Jaz pa v bistvu lahko z njimi potem ustvarjam neko vizijo, kaj pa so te podatki sploh in sem na neke vrste, bi rekla, medij med zbirko podatkov in končno publiko, ki dobi te podatke. In potem znotraj tega je pa seveda pol ta raziskovalni element pa ustvarjalnost, kako sploh delati z vsemi materiali. Ker dobesedno so to materiali, mogoče, če bi zelo karikirala kot, slikarju 10 kil barve, kaj je s temi 10 kilami barve, Tukaj pa, 10 giga živih podatkov možganov, kaj lahko s tem ustvarjam. To je ta izziv, se mi zdi.